ali se sploh ne odzovem. Pa nisem nikoga nič vprašal, čeprav mi je potem soproga rekla, glej, bi ti rekla, da ne. In potem sem se odločil, da bom nekaj povedal kot direktorju. Glede, ne spomnim se, da bi dan na katerem po svetu bil tudi v vprašanju direktorja. Zmeraj slišimo, da je zdravstvo za nič, kar jaz kategorično zavračam. Zakaj? Moja družina je začela se zdravstvom šolsko ukvarjati 11.12.1915, ko je moj ded končal medicinsko fakulteto v Gradcu, potem moj oče, pa bratranec, pa stric, pa in tako dalje. In torej sem se rodil v taki familiji in vem za vse, upam trditi za tiste vse pluse in minuse, žalostne dogodke, vesele dogodke v zdravstvu in to, kar je rekel gospod kolega. Ne veste, kako si bomo pogosto odločili. Komu smo odgovorni? Najprej sem odgovoren sebi, potem sem odgovoren vsem mojim pacientom in zaposlenim in njihovim družinam. Sem toliko in toliko zaposlenih in njihovih družin, za katere moram skrbeti. Zato, da bojo njihovi očetje, matere, brate, sestre, ki so zaposleni v zdravstvenem domu, torej dobili 10. plačo. 10. lahko dobijo plačo, če mi naredimo program, katerega sem podpisal Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To je velika odgovornost, ko podpisujemo. Ko ne vemo, ali bo to lahko realizirano ali ne, bom jutri tole bolj obrazložil. Torej, najprej sebi, zaposlenim, njihovim družinam in našim uporabnicam in uporabnikom, ki nam tako kot 100% zaupajo. Gospodu županu seveda sem odgovoren, vendar pri gospodu županu res nikoli ne vem, ali je tisto, kar pod mene živi, ali je figa v žepu, ali pa... Zato tam jaz seveda zmeraj odgovorno naredim, kar je potrebno in mi tudi naložijo čuda stvari, jaz to naredim. Jaz sem priden slovenski dohtar in direktor, ki se nauči, če je potrebno, tudi telefonskega imenika na pamet, ker ga pač bo nekdo to rekel. To naredim. To ne pomeni, da pa nimam, da ne znam razmišljati. Bomo daj jutri kaj več. Jaz greš, dragi Igor, ne vem, kako se ravna tehnica, koliko časa v Ameriki, koliko v Sloveniji, nekje se izravnavati, ampak vedno pogoste te vidimo v Sloveniji, kar zelo radi vidimo. Kako je odgovornost na oni strani Atlantika? A je kakšna pomembna razlika v zdravstvenem sistemu v primerjavi slovenskem? Najprej hvala, da ste me povabili, drugič. Tudi jaz imam svoj vrtnico, jaz sem iz Nove Gorice in grb Nove Gorice je vrtnica, tako da sem se jaz z vrtnicami že ukvarjal od samega otroštva. Odgovornost. Ali je razlika v odgovornosti na oni strani oceana ali tu? Ne, zato ker je odgovornost zmeraj izhaja, tako bi že gospod Javno prepovedal, iz notranjosti. Potem imamo pa odgovornost tudi navzven. Najprej si odgovoren sebi, potem si odgovoren ostalim in družbi, okolju, individuumu, sočloveku. Če bi jaz razčlenil odgovornost, kako gledam jaz na to? Zakaj sem jaz sploh tu? 35 let pa ne že tu. Zakaj sem jaz v Sloveniji? Jaz se še zmeraj počutim odgovorni na svoje domovini. 30 let življenja v eni državi, ne gre kar mimo. 30 let življenja v Sloveniji, ki mi je dala edukacijo, ki mi je dala otroštvo, ki mi je dala prve začetke samostojnega dela v zdravstvu, ne moreš pozabiti. Eno najlepših mojih zdravnikovanj, bi rekel, je bilo splošna praksa v Kanalu pri Novi Gorici. To je odgovornost. Odgovornost človeku, odgovornost pacientu. Mi kot zdravniki imamo poseben status v družbi. Bi rekel,
imamo posebno poslanstvo. Posebno poslanstvo zato, ker odgovorijo vsakemu, ampak dodatno smo mi odgovorni bolnemu človeku. Človeku, ki pride k tebi takrat, ko je v največji stiski. In ko se jaz moram odločati vsakodnevno, ali bom nekomu, ki nima zavarovanja, je 30 let star, je na smrt bolan, in ali mu bom jaz presadil srce ali ne. In kako bom jaz do denarja prišel za tistega človeka, da mu lahko presadim srce. To je odgovornost. Odgovornost je zame najprej sebi, ki se tudi spremenim. Danes gledaš na odgovornost, ko sem 60 let star, drugače, ko sem gledal, ko sem 20 let star. Zakaj? Zato, ker se spreminja na osnovi znanja, na osnovi dojemanja sveta drugače, na osnovi edukacije, ki je druga, in na osnovi izkušenj, ki jih dobivaš z leti. Ampak odgovoren moraš biti odgovoren, tako bomo smo rekli, najpred sebi, potem pa na uni strani luže si odgovoren še, tudi tako kot tukaj, zakonodaja. Ampak zakonodaja na eni strani luže je druga kot zakonodaja tukaj. Se pravi, tudi nekdo, ki te s palcov preganja, vpliva na tvojo odgovornost. Kljub temu, da je odgovornost bazično, moralno, etična vrlina, ki jo mora imeti vsak človek. Torej, kako mi gledamo na drugi strani luže, nekaj bom povedal jutri, mečki, kamenček, mozaiko odgovornosti, ker to je tako široka pojem. Gospod dr. Jamnik je govoril 1 uro, pa je samo načel praktično ta pojem odgovornosti in etike in morale. Ampak mi se moramo vsak dan vprašati, ali sem jaz naredil vse, kar lahko naredim, zato da sem po najboljših edukaciji, po najboljšem znanju in po najboljši moralno-etični neoporečnosti in integriteti naredil ta tistega, ki pride k meni, maksimalno, kar lahko naredim, zato da mu dam iz svojega znanja, iz svoje notranjosti nekaj, da bo jutri njegovo življenje boljše. In to je za mene odgovornost. Odgovornost je na vsakem koraku do sebe, do pacienta, do družbe, do države, do inštitucije, do oddelka in ne nazadnje do nas samih. Tako bi jaz to celo odgovornost. Gospod doktor Medvedova, ko sva se prvi srečala, je bil še možen tistih nekako 100 dni ali kolikorkoli dajo državnemu sekretarju, mislim, da dajo 100 sekund. Ampak zdaj je že 6 mesecev takrat odgovorno kot deputy ministrica pomagate kreirati reformo, ki se bo dotaknila praktično vsakega državljana. Kje je ta odgovornost posebna vizavi zakonodajnih rešitev, ki bodo vplivali na vse rodove, ki prihajajo v Slovenijo, oziroma tudi na vse nas, ki smo danes tudi v Sloveniji? Zdravljeni si skupaj, hvala za povabilo. Jaz sem malo poseben zdravnik. Verjetno zato, ker si nisem že od drugega leta želela kot zdravnik. In verjetno prav zaradi tega jemljem ta poklic nekoliko drugače. In sicer, če samo sebe opazujem v bistvu ves ta trud, vsa ta prizadevanja, ki jih izvajam, bom rekla, že 20 let, z namenom zagotavljanja čim bolj kvalitetnih storitev pacientom, in sicer moja osebna želja, oziroma moj osebni cilj, in zato sem se tudi v bistvu pridružila na Ministrstvo za zdravje, je ta, ker si želim, res si želim čim bolj kvalitetne storitve za paciente. Temelj za kvalitetne storitve pacientom pa je medsebojno sodelovanje. Ne samo med zdravniki, temveč med vsemi profesionalnimi skupinami. Z tega sem tudi se precej znanstveno ukvarjala, prišla do veliko zaključka in zanimivo je, da ugotovila sem, da zdravniki nismo prav nagnjeni k sodelovanju zaradi naše osebne avtoritete, zaradi naše profesionalne integritete, ker si mislimo, da smo bogovi v belem, ker pa zdravimo. Seveda počasi prehajamo, hvala Bogu, na drugo stran
se počasi zavedamo, da dejansko rabimo tudi druge strokovne skupine, da bomo delali res kvalitetno, zanesljivo. Počasi prihajamo tudi do tega, da rabimo za v bistvu dober rezultat tudi sodelovanje pacientov. No in potem sem šla na Ministrstvo za zdravje s to veliko idejo, kako bomo mi razvijali sistem kakovosti in varnosti. Sem dobila nekaj drugega. Sedaj v bistvu aktivno pomagam z tvorbi velikega števila zakonov. Predvsej sem sodelovala v noveli zakona o pacientovih pravicah, ki pa je v bistvu zanimivo, ki pa je posledica v bistvu analize dolgih čakalnih vrst, kjer smo v bistvu s pomočjo pilotnih bolnišnic ugotavljali različne anomalije v vodenju čakalnih vrst in v bistvu implementirali njihove ideje in tudi pač naše ugotovitve v to novelo. Tako da ta zakon, ne glede na to, da ima mnogo nasprotnikov, mislim, da je dober. Zato, ker dejansko prenaša odgovornost za kvalitetno vodenje čakalnih vrst tako na izvajalce, kot tudi na paciente. Potem je seveda zakon o zdravniški družbi, zakon o zdravstveni službi, o zdravniški službi, o tem ne bi govorila, seveda tukaj smo odgovorni, da bomo tvorili kvalitetne zakone, ki se bodo lahko normalno obnašali v vsakdanjem življenju. In tukaj smo seveda odgovorni vsem, tako pacientom, tudi vsem ostalim deležnikom. Primarno bi pa želela povedati, kar recimo večkrat zdaj pridem do tega zaključka, da ministrstvo je dejansko odgovorno celotni populaciji pacientov, se pravi vsem. Pacientom, ki so dejansko pacienti, kot tudi potencialnim pacientom. Ugotavljam pa, da je to včasih ni čisto sinhronizirano z pričakovanji oziroma z občutkom za odgovornost posameznih zdravstvenih zavodov. Tako da tukaj bi si želela, da bi mi skupaj si delili isto odgovornost Ministrstvo za zdravje, kot tudi izvajalci zdravstvenih storitev, da bomo vsi skupaj odgovorni vsem pacientom, tako trenutnim, kot tudi seveda tistim, ki bodo enkrat to postali. Zdaj še zadnji v tem prvem krogu. Vmes se mi porodijo misli in v eni od državi, kjer svetujem, pravim, bogatejši, kot so politiki, bolje država skorumpirana. Pa zdaj mi prišlo glasnejši, kot so ministri ali ministri za zdravje, slabši je zdravstveni sistem. Pa lahko polemizirate potem z menoj. Primarij Andrej Munkar Šikovec. Nedolgo tega sem bral eno knjigo, kjer so v enem obdobju rekli srednja zrela leta, pa to, kar se nekako širi, kaj za vraga se porodi nekomu, da v srednjih zrelih letih se odloči za ta korak, ali je to odgovorno do samega sebe, do svoje družine, do svojih bolnikov, za tak pogumen korak ustanoviti kliniko, postaviti tako širok program in ponuditi storitve, ne samo v žilni kirurgiji, ampak tudi sicer na celotnem področju kirurgije. Izvolite, Andrej. Hvala za vprašanje. Tako vprašanje mi je tudi že ena postavila, pa vsi moji sorodniki. Mi smo družinska prijatelja, tako da vem. Odgovor je pa tak, pravzaprav to ni bila odločitev. Jaz sem šele danes, ko sem poslušal predavanje profesorja Javnika, pravzaprav gotovo, zakaj sem se to odločil. To mene je življenje do tega pripravljeno. Če bi jaz lahko svoje cilje, to, kar sem želel bolnikom nuditi, lahko nudil v javni bolnišnici, bi rade volje ostal v javni bolnišnici in bi delal z vsem veseljem, brez vseh problemov, tudi za še nižjo plačo, kot jo imam zdaj, kot sem jo imel in tako naprej. Če bi lahko delal tisto, kar sem želel, če bi lahko ustvaril to. Recimo, to, da rabi bolnišnica Novo mesto, sodoben kateterski laboratorij sem jaz vedel že leta 1990. In takrat sem jaz rekel in šel k direktorju in rekel, dajmo kupiti sodoben sistem, celok, transparentno mizo, da bomo lahko delali, koliko se spodob. Ne, je drago. Ko sem razlagal o
radiolucentni mizi me je gledal, razumete, strokovni direktor, kot da govorim ne vem kaj. Ko sem mu rekel, ko so prišli k meni, so rekli, lejte, zdaj vidim, da ste metodo uporabe laserja obvladate, da ste 1 leto preizkušal in stvar deluje, zdaj pa kupite ta laser. In sem šel k direktorju in rekel, veš, koliko je to drago, veš, da nimamo denarja. In ga nismo kupili. In potem sem jaz razmišljal, tako je začetek moje. Sem rekel, če ti nimaš tega denarja, jaz ga bom pa najdu. In potem sem se pač sposodil, sem se zmenil z zdraviliščem Krka, Šmarješke Toplice, da sem lahko pri njih delal. Tako sem jaz recimo kupil laser in si ga sam nabavil in ga izplačal. In v 1 letu sem se spet zakreditiral in naredil eno malo večjo ambulanto svojo in tako naprej in tako naprej. In potem, ko recimo hkrati sem tudi delal v bolnici, v bolnišnici. In v bolnišnici recimo je bil aparat ultrazvočni, s katerim sem delal enkrat na teden, je postajal vse starejši in slika vedno slabše kvalitete. In jaz sem po 7 ali 8 letih rekel direktorci, da bi bilo treba kupiti nov ultrazvočni aparat. Je rekla, nimamo denarja. Sem rekel, kako nimamo denarja? Samo z tistim 1 dnevom na teden sem jaz tukaj zaslužil, če ste vi odvajali amortizacijo, imate nov aparat. In potem ona gleda, tako čudno, kaj si jaz mi predstavljam, kako si jaz predstavljam sistem. No, recimo, jaz bom povedal, v svoji zasebni ordinaciji imam jaz 5 ultrazvokov ta trenutek, veste. In vse sem zaslužil s svojimi rokami. Zdaj, recimo, to je samo tako nakratko, da povem. Jaz mislim, da je bila odločitev, da sem šel v to, verjetno, bi rekel, pogumna, kar je treba biti, tvegana, kar je tudi gospod Jamnik rekel, da mora biti tvegana, oziroma, da običajno je tvegana odločitev in mora temeljiti na nekih pravični, bi rekel, moralni drži. In to je to. Jaz dejansko smo z 15-letnim delom nekaj ustvarili in ta denar bi lahko tako ali drugače porabila. In jaz sem se odločil, da bom ta denar uporabil v zdravstvene namene. Se pravi, namesto da je država zgradila neko malo bolnišnico, sem jo jaz zgradil. In ko je prišel kolega iz Avstralije, ki mene pač zdravniki obiskujejo iz večjih kontinentov, je prišel iz Avstralije in je pogledal, to je rekel, lepa podeželska bolnišnica. In to tudi je. In jaz sem bil na to ponosen, ampak moram reči, da recimo ne samo, da se noben iz Ministrstva za zdravje ni na vabilo otvoritve odzval, tudi odgovorili niso. Tudi na ne vem koliko dopisov, da bi prosil, da me vsaj sprejme na pogovor, gospa ministrica, ni odgovorila nič. Ne, mev ne bev, to je uradno se temu reče molk organa, in je to celo kaznivo dejanje, ampak jaz si seveda ne bom tožil z ministrstva. Ampak skratka, to je v bistvu zdanje, ki me je prevedal tega, da sem to investiral. In zdaj gre samo preprosta stvar, zato ali bojo, recimo, rad bi se tudi pogovarjal z kakšnim politikom, ki govori skozi javno zdravstvo. Ravno tako govorijo javno šolstvo. Sej, kdo pa je rekel, da moja bolnišnica ni javna v javnem sistemu? To so oni določili. Oni so rekli, ljudje niso enaki. Eni so tisti, ki so zavarovani in ki jih mi usmerjamo v javne državne bolnišnice, ne javne, v državne, in drugi so tisti, ki si ne morejo privoščiti, ki si lahko privoščijo boljšo storitev, ampak si jo morajo plačati sami. To se pravi, država sama določa, da so ljudje neenaki. Tisti, ki najbolj vpijejo, vsi smo enaki, vsi smo za javno, v bistvu delajo razlike. Oni določajo, ta bo šel v javno šolo, ker pač nima denarja, da bi lahko šel v privatno šolo. Ali pa drugače, ta bo šel v javno bolnišnico, ker nima denarja, da bo šel v privatno. Če bi bila država poštena, bi rekla, vsi imate isto ceno za svojo storitev. Krijemo vam storitev, pa naj bo to šolanje, ali pa naj bo to operacija krčnih žil, ali pa operacija želodčnih kamnov. Vsi ste
ker ste pač plačujete v ta sistem in ker ste tako ali drugače zavarovani, upravičeni do te storitve po tej ceni. In potem greste kamor želite. Ne? Tako bi bilo edino pravilno, če bi bila država poštena in odkrita. In jaz sem rekel, enkrat bi rad z enim poslancem SD-ja, ali pa kako se že imenujejo, ki skozi vpije javno, bi ga vprašal, v čem vidi slabost privatnega, v čem je slabost privatne. In potem so rekli, vse ne, da oni ne bi razumeli, oni dobro razumejo, samo iz privatnih ne bi mogli kradeti, iz javnih pa lahko kradejo. In to je po mojem ta prav zgovor. In zdaj jaz mislim, da sem že preveč povedal, upam, da ne bom posledic. Hvala lepa. Hvala, Andrej, za to razmišljanje. V glavi so se mi rojile 3 smeri, v katero bi lahko vzel mize zapeljave. Ena je seveda od tega, čigava odgovornost je v Sloveniji, da duši ta potencial slovenskega naroda. Namreč mali narodi se seveda ne morejo tekmovati z ostalimi v številčnosti, ampak predvsem v kakovosti in v predanosti. Nekako je bilo na začetku omenjeno, da si bil v svojih sanjah zbojen z hladnim tušem, če lahko povemo. Ampak vidiš, čez 25 let kateter bo končno vse vsak od nas je takole sanjal. Ampak v bistvu si se dotaknil druge teme, mogoče organizatorji naslednje leto date pro in kontra, bomo videli, koliko zakonov bo šlo skozi, javno, zasebno ali ne. Ampak recimo, omenil sem prej, da kar nekaj tesnih kolegov je trpelo pripravljajoč se na zaslišanje, pa bom zdaj v bistvu enega od slajdov, ki me je dobesedno šokiral, pa ne delam reklame za finance, ko je bil izrezek iz tega, koliko denarja bomo zdaj davkoplačevalci s tem, da ne spomnim, če boste šli na tačno gledati, sem prvi lansiral, da zdravstvo decembra lani, zdravstvo nujno potrebuje 100 milijonov, da zato, da bojo lahko zajeli sapo, ker so pod vodo. Seveda ne na tak način. Če si pogledate tu, bo ta interventni zakon, čestitke za to, da je bo 132 milijonov prišlo noter, z vsemi prizadevanji, ki se je odkrilo, da verjetno preplačujemo določen material, samo en drobec smo gledali stente, verjetno lahko sklepamo in da včerajšnji sogovornik, ki ga ne bom izdal, ki pravi, da ko je pogledal ene in druge račune, je razlika 5-kratna, to sem bil tudi sam šokiran, se bo tako razdelila v sredstva kliničnemu centru Ljubljana, ko se bo pokrilo vse zapadle dolgove. Jaz kot nadebuden neekonomist sem bil poučen, da slaba banka naj bi se spogajala in potem seveda, ko se spogajaš z dolžnikom, ne plačaš vsega, ampak določen del pokriješ. Recimo, če ti nekdo dolžan 1000 evrov 20 let, na koncu si zadovoljen z nekimi 500 ali pa 1500, nekaj takega naj bi naredila slaba banka. Zdaj, če bo to res naredila, bo pokazal čas. Največji sredstv iz kliničnega centra bo šlo v javni zavod, zavod za transfuzijo. Ne vem, kdo bo komentiral. Skratka, 100 in nekaj milijonov, 132 milijonov interventnega zakon bo pripeljal davkoplačevalski denar. Mislim, da okrog 100 milijonov gre kliničnemu centru, 12 milijonov tega gre iz davkoplačevalskega denarja v zavod. Jaz sem si pogledal, zavod za transfuzijo ni v negativni bilanci. Jaz sem bil prepričan, da interventni zakon bo za nas za državljane, zato da bomo lažje hitreje prišli do storitev, kar bom jutri magister Kuharja predstavljal. Jelka, boli? A boli? A boli? Jaz ne vem, tega še niste vedeli ali videli. Jaz sem vedela, ko sem videla interventni zakon, kam bo šlo denar, pa sem malo zdaj mogoče nesramna, ampak je šlo po dobaviteljem, definitivno je nebenemu bolniku. To je že vse upravljene storitve in šlo po temu. Jaz moram reči, da sem trpim, boli. Boli zato, ker tisto, kar je bilo povedano pred preiskovalno komisijo in pokazano. In najverjetneje, bom jaz zdaj moram govoriti o pogojnikih. Namreč, jaz vam moram nekaj povedati. Poročilo mestno je pripravljeno. Vendar z muko, ker jaz mislim, da je to dokaz, da se napravi pot, ker zdaj mi popravljajo pa že vejice, niso v redu, samo da vlečemo to sprejem tega mestnega poročila. Namreč dokazuje, da smo material preplačevali na žilnih opornicah, tako kot je bilo rečeno, tudi do 5-krat. Z vsemi dokazi, bom rekla, dokazi, ki so papirnate oblike, torej računi, maržami, vsemi temi zadevami, da ne bom govorila, koliko dokumentacije sem pregledala. In ko smo vse to naj bi dokazali nekomu
zdaj tistim, ki so za to odgovorni, bodo, jaz upam, da nekoč odgovarjali za te zadeve, ker tudi to je odgovornost, ne, ki jo moraš prevzeti. Ko smo to želeli, oziroma sem mislila, da smo končno ministrici ali pri ministrstvu ali ne vem, predsednik vlade, komu to pokazali, pride interventni zakon in nobenega ukrepa zadaj, za tem, ki bi znižal stroške materiala, vendar dajmo se razumeti, ne za ceno kvalitete. Jaz govorim o istih žilnih opornicah v Nemčiji, Finskem, Portugalskem, ne vem kje vse, ker se pokažejo nižje cene kot pri nas, torej govorimo o istih stvari, ne zdaj zato, da bomo imeli slabše žilne opornice. Torej, kvaliteta se ne sme zmanjšati, cena se pa lahko, ker zakaj lahko tudi zasebnik dobi po nižjici in zakaj se lahko spogaja, to je točno to odgovor, ne? Ker nekje se lahko krade, pri druge pa ne more, ne? Zasebnik se bo pogajal in potem dobimo odgovor, ja, v javnem sektorju je problem to, ker imamo javna naročila in zakon takšen kot je. Zakon je zakon, zakon je treba spoštovati takšen kot je. In ni razlog to, da rečeš, zakon je slab, zato lahko goljufamo, zato lahko krademo. In ja, tukaj noter so seveda tudi tisti, ki smo jih mi nekako obravnavali in so kar lepi zaslužkarji bili. In jaz moram reči, ja, mene boli prav ta interventni zakon iz tega stališča, da gre to za dobavitelje, ki so po mojih informacijah naj bi torej v nekih določenih bolnišnicah celo rekli, da bodo ustavili dobavo, če tako ne dobijo plačano, kar se spet lahko vprašamo po morali ali etiki, kakorkoli želite, in da to ne gre za bolnike, to so upravljene zadeve. Hkrati pa še enkrat na ministrstvu jaz ne vidim, mogoče bo gospa sekretarka lahko je več povedala, ampak jaz ne vidim nobenega ukrepa, ki bi v nadaljevanju zmanjšal oziroma omogočil, da ne bi prihajalo več do negativnih stanj v bolnišnicah. Tega ne vidim. In tu se meni zdi problem, ker naslednjo leto bomo spet prišli do spet negativnih stanj in spet bomo delali interventni zakon, samo tole, no. Sej znam pregovor, ne veste, da otroka je treba naučiti ribo loviti, ne pa mu ribo v roke dati. Pri bolnišnicah verjetno bi bilo treba iste zadeve narediti, torej tudi vodstva in tak naprej odgovornosti za te zadeve. Igor se javil v besedi, ampak mislim, da je naredil predlog, ne? Plačevati vse izvajalce po enaki ceni. Da bi malo si kaj razrešili s tem. Izvoli, Igor. Torej, jaz mogoče malo naivno gledam z drugega zornega kota. Zato, ker mi se s tem ukvarjamo vsak dan, ne? In govorimo o odgovornosti. Torej, vprašamo se o odgovornosti tistih, ki so nabavljali, zakaj so žilne opornice v kraju A drugačna cena kot v kraju B, o odgovornosti vodstev tistih zavodov, ki so jih nabavljali, zakaj ni konkurence, zato ker so plačila drugačna, zato ker ni odgovornosti tistih, ki to nabavljajo. Če bi bila odgovornost, na primer naš direktor, če naša bolnišnica ima 25 milijonov izgubo, potem se tega direktorja naše bolnišnice postavi na, kako se reče, na preiskovanje, se ga preiskuje, zakaj ta bolnišnica ne deluje poslovno. In je njegovo mesto vprašljivo za naslednje leto. Torej, naše bolnišnice delujejo, v Ameriki je 80% bolnišnic in zdravstvenih zavodov je privatnih in 20% je državnih. Kaj to pomeni? To pomeni lastništvo, ne kje se izvajajo dejavnosti. Kdo je lastnik opreme, kdo je lastnik zavodov, kjer se to izvaja. Torej, ampak vse, tudi Veteran Administration, ki je državna inštitucija, mora delati po ekonomskih zakonih. In če tudi ta inštitucija ne dela po ekonomskih zakonih, ga bo država, se pravi Washington, presneto pogledal, zakaj tega ni. Torej, plačila, ki izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja Slovenije in drugih virov državnih, če se pogleda, zakaj je ta razlika v kraju A in kraju B do žilnih opornic, je treba raziskati, kje je vzrok tega in potem ustrezno reagirati, zakaj je bil ta vzrok. In če se ugotovi, da je ta vzrok zaradi korupcije, kot slišimo, jaz ne vem, ali je korupcija ali ne, ampak če je, potem mora za to nekdo odgovarjati. Po drugi strani pa zavodi morajo poslovati po ekonomskih zakonih. To pomeni, da če bi vseh 12 ali koliko bolnišnic v Sloveniji ali 7, ki je dela z žilnimi opornicami, konkuriralo
v ceni teženih oporic, jaz dvomim, da bi bila cena na enem koncu 300 evrov, na drugem koncu pa 2000 evrov, 5krat več. Jaz mislim, da bi bila mogoče cena na enem koncu 300, na drugem pa 350. To zdrava konkurenca in tržno gospodarstvo deluje. Tako to pri nas deluje. Jaz tega ne razumem, zakaj se ta stvar v Sloveniji ne pregleda, naj si bo na nivoju vlade, naj si bo na nivoju državnega zbora, naj si bo na nivoju dotičnih bolnišnic, naj si bo na nivoju odgovornih. Če doktor Šikovec naslednje leto pogleda njegovo bilanco in je on plačeval po žilne oporice po 500 evrov in jih dobi pri sosedju, ki so jih plačevali 300 evrov, bo presneto pregledal v privatni praksi, zakaj je on plačeval 500 evrov. Ali mu je tisti, ki je prodajal nekaj lagal, ali ni imel dobrih informacij, ali pa ni imel dobrega poslovanja. Tako to mi gledam. Jaz bi sam, ni v bistvu replika, samo dodatek, ja, v bistvu tudi preiskovalna komisija, mislim, da slišite, tudi preiskovalna komisija v bistvu išče to odgovornost, ne? In tudi želi to pregledati, ampak najbolj boli to, da za to ni pristojen državni zbor. Zato bi bilo pristojne že katere druge organizacije, tako ste rekli, tudi vodstvo. Konec koncev, če se ugotovi, da se preplačuje, tako kot ste rekli, tudi vodstva naj pogledajo. Ampak danes je javni zavod, kaj se zgodi? Preplačuje se material in na koncu dobimo interventni zakon, ki to plača. Preplačevanje materiala in nihče ne vpraša, zakaj in kako in nišče se odgovornosti. In pri nas v zdravstvu še do zdaj nihče ni odgovarjal, v tem smislu zdaj govorim. Ne samo v zdravstvu, ampak zdaj smo pač tu. Ne? In to je tista stvar, ki tudi boli. In ko ti predstavi zadeve, na koncu ugotoviš, da tudi v državnem zboru politiki se ne želijo soočiti s tem, da so tudi oni odgovorni za te zadeve in da, ko predočiš te stvari, da smo konec koncev tudi kot državljani, ali pa jaz osebno kot poslanska državljanka dolžna, če sem to raziskala, tudi konec koncev naznanitve suma kaznivih dejanj. Tu pa se ustavimo, ne. A ne, tega se pa ne bomo šli, ne. Ker tu pa gremo se kolektivno odgovornost nekem socializmu. Jaz mislim, da, tako kot ste dejali, ne, treba je poiskati vzroke, zakaj je do tega prišlo, ampak interventni zakon poruši vse moje te zadeve, ker nagradi tistega, ki je delal slabo. Ne čisto slabo, ampak je delal zgubo, no? Ki je delal zgubo, ne slabo, ne narobe, ki je delal zgubo, tistega nagradimo. To se meni zdi zelo narobe. A smo potem neodgovorni državljani? Ja, samo kratke replika. Jaz mogoče bi pa tle malo stopil v bran direktorjem, pa tudi zdravnikom. Ne? Zato, recimo, vsi, ki smo zdravniki, ne, če hodimo po kongresih, vidiš predstavijo te vse sorte izdelkov, različnih opornic, protez in karkoli, vse to vsi vemo. Ne? In potem, recimo, se ti za eno stvar navdušiš, ti je všeč, so rezultati dobri, čeprav vem, da so vsi ti referati tudi plačani, pa pustimo to. In potem pa vprašaš, koliko pa to stane? Pa ne dobiš odgovora. On reče, vas bo obiskal naš predstavnik za Slovenijo. In ti ne moreš nič direktno kupiti, še cene ne zveš. Je rekel, to je odvisno, cena je odvisna od države. In torej, jaz sem prepričan, mislim, skoraj bi rekel 90% od tega ni goljufija, recimo, ali pa ni koruptivnost teh, ki so naročali, ampak v bistvu malo neznanja, malo preobremenjenosti, ker recimo, gledajte, direktor more mogoče 15.000 artiklov na mesec naročiti, oziroma njihova nabavna služba. Če že jaz pa tako, da nimam nadzora, več. Skratka, problem je to, da te, recimo bi rekel, proizvajalci, multinacionalke, določajo cene odvisno od države. Jaz vem, da je recimo en kateter, ki ga jaz uporabljam, stane v Sloveniji 1000 evrov, na Hrvaškem 1500 evrov, v eni drugi državi drugače, ampak ti ne moreš dobiti drugače, kot če res dejansko poznaš dobavitelja v neki državi, kjer je cenejši in od njega kupaš. In kupaš v bistvu ilegalno, ker to ni dostavljen za tvoj trg. In da je to res, recimo vam povem samo en primer. Monitor Barco, vsi poznate, ki delate te monitore, delajo jih v Belgiji, oziroma prodaja jih belgijska firma, delajo najbrž na Kitajskem. In jaz sem našega zastopnika prvo kontaktiral in potem sem še e-mail poslal direktno v fabriko, v tovarno.
In kaj sem dobil odgovor? Iz tovarne so mi poslali ceno 1500 evrov. In so rekli, tam imate naslov, nakažete 1500 evrov in vam bomo monitor dostavili. Čez en teden dobim pismo od našega predstavnika, 3500 evrov plus DDV. Sem rekel, pa me kliče, a ste se odločili za naš monitor? Sem rekel, ne, ker ga dobim pri proizvajalcu 2000 evrov cenejši. Se ne bom kupil pri vas, ne? In veste, kaj je naredil? Klical je v tovarno in so meni stornirali naročilo. Razumete? In sem rekel, kako lahko to naredite? Je rekel, gledajte, mi ne določamo cene na vašem trgu, mi samo določamo ceno na vratih tovarne, tam, kjer gre ven izdelek. Na vašem trgu pa naš dobavitelj določa ceno in on vam garantira vzdrževanje, garancije, to in to. Sem rekel, v redu, sam zakaj si on zasluži 2000 evrov več, kot je vaš proizvod stal. In je rekel, nič ne moram narediti, samo to vam povem, zdaj veste, koliko si on zasluži rabata in ga stisnete, kolikor ga morate. Ampak jaz tega monitorja nisem kupil. Jaz bom še nekaj povedal, da bo mogoče vse nekaj besed. Torej lahko povem, da to najbolj stresen dogodek, kar sem imel razen 4 porodov, ko sem bil zraven. Tam sem se jokal na komisiji in uspel, da se nisem. Zdaj, jaz bi razdelil dve skupine, tudi zohteli, ki so bili tam, ali pa ki so zgornica naročajo. Eno so lopovi, eno smo pa puhle glave. To so tisti, ki smo delali, pa nismo vzeli nič, na koncu bomo nasankali. Zakaj? Zato, ker v bistvu jaz imam izredno dober feeling, pri kateremu pacientu se bo zapletel. To vejo vsi na oddelku, ki se meni alarm možge, takoj povem, tule bo nekaj narobe. In tudi tu sem imel, ko so mi rekli, da moram napisati razpis, ker jaz nekaj življajo razpisa pisal nisem, sem rekel, to jaz sem vzelo. To je lahko pomočnica direktorja, tam sedi, lahko ve, da sem se na 3 sestanke opiral, da jaz tega ne znam delati, ne bom delal. No in seveda potem, ko pride tista moment, če ne bo pa dejavnost zastala, to pa je dejavnost, kjer ljudje umirajo, pa ne moš več nič. In sem napisal tako, kot sem napisal, in potem sem to tudi zagovarjal na komisiji, pač s vsemi plusi in minusi pozitivni. No, zdaj, tam smo naročali recimo 500 stentov po 400 ali pa 500 evrov, to je 250 evrov. Če vam povem, da 2 dni nazaj je prišla zahteva, naj napišem tehnične specifikacije za nov koronarograf v 2 dneh. Se pravi, jutri mora to biti že napisan, koronarograf je vreden 1.200.000 evrov. Se pravi, če se sprašujem, če dobim tule kako leto, tam bom dobil kakih 10 let. In svet pa isti argument. In potem rečeš, pa dobro, prav v tej državi ni nobenega druga, recimo neka nabavna služba, tehnična služba, nek inštitut, ki bi to pisal. Jaz ne poznam mislim, zakon o javnem naročanju sem si prebral poje, ko sem bil povabljen na komisijo. Zakaj? Ker vmes nisem imel cajt, ki so infarkt furali na vsake 15 minut, jaz sem mogel laufati, reševati ljudi. In odgovor je vedno isti. Nobeden ne pozna materialov, nobeden tega ne zna, zatorej moraš to narediti ti. In tu se mi spuščamo na področje, kjer smo pravi levaki, kot doma, što je treba povedati. Mi nimamo pojma. Oni so pa veliki specialisti z druge strani, ko nas šetajo levo, desno, tako da jaz moram tu reči, ta proces je dobrodošel. Od novinarjev Tarči, zanimivo je, da sem jaz eno obtožen sem bil, v Tarči sem bil, v komisiji, ki piše nov razpis sem bil, jaz sem vse posod, šel v zapor, sam tam še nisem bil. Se pravi, jaz ta proces pozdravljam, ta proces je prvič v zgodovini, da se je zgodil, da bomo zdaj vzpostavili nek sistem, da nas neki ljudje, ki so visoko specializirani, pa še bojo šetali tako bolje, ker če lahko za 200 evrov z profitom prodajo v Belgiji ali pa na Švedskem, ne vem, zakaj ne bi mogli s profitom prodajati v Sloveniji. To se mi ne zdi. Samo mi moramo to šahovsko partijo odigrati res čustev. To je to, da ni etično, da oni prodajajo po visoki ceni. To v svetu kapitalizma ne zdrži. Mi jih moramo šahovsko spraviti v najmanj upad, če ne vma. Razumete? Tak je treba. Ti želel komentirati, oziroma najprej? Ja. Kolikokrat slišimo, Zadnji slišite? Poglejte, kolikokrat slišimo vodstva. Jutri, zato sem se tudi odločil, da bi pokazal enega direktorja, kak bi naj bil direktor, kaj bi naj naredil in kje bi naj bil v organigramu, kje je direktor, ker je in vodstvo,
kjer smo normirani in uzakonjeni in ne vem kolikimi zakoni. Pri nas, mislim, ta javni zavod, ki bi ga rad predstavil, je zapisano v poslovnem poročilu, da vsaj nekih 65 zakonov, pravilnikov in ne vem kaj, nas vse normira. In česa vsega ne morem in ne smem narediti. Zgrožen sem bil, ko sem poslušal doktorja Šoltesa, ki je bil prvi revizor te države, pa bom se tukaj, ne bom nič dalje rekel, je rekel, da je zakon o javnem naročanju zakon, ki uzakonja korupcijo. Ja, lejte, on je to rekel na televiziji, čakaj, zdaj, pravzaprav, če sem, jaz sem bil zgrožen. Jaz sem bil zgrožen in to je res. Poglejte, vzamemo za primer rešilni avtomobil, urgentni avtomobil. V Sloveniji sta dve firmi, ena skoraj ne dela, ena pa dela, avtomobil stane tukaj nekje, med 180 in 220 tisoč evrov. Zdaj, nekaj časa sem že direktor, vmes sem si kupil, zdaj bom, zakaj sem to izpostavil, vmes sem si kupil en stari kombi in sem si naredil kemperja. Kemperja sem naredil preden sem dobil še 2 sinčka, imam dvojčka, ki so zdaj stare 4 leta, pri mojih 57 letih in tisti kemper več ni uporaben, razen da grem z njim k mojim čebelam. Ampak, kaj vam hočem povedati? Kemper sem naredil za 25 000 evrov, ogromno sem dal denarja za njega. Zmislil sem si noter glih vse, kaj sem želel, ko sem hotel, da bom ženo potovala. Rešilni avtomobil stane 200 000 evrov. Lejte, nič drugačni naredil kot moj kemper. Nič drugačni naredil. In potem sem jaz začel spraševati se, a sem res taki idiot, da bi jaz šel pa nekomu dal ta denar. In sem potem spraševal po svetu, kako bi lahko tudi drugače mimo zakona kupil rešilni avtomobil. Kupimo rešilni avtomobil v Nemčiji, za katerega za 6 mesecev do 1 leto starega, damo za njega namesto 200 ali pa 220 tisoč, damo okrog 60-65 tisoč evrov. Avto je malo raben. Nemci natančno vedo, koliko stane novi avtomobil, noben ne bo dal 220 tisoč evrov, to mi lahko verjamete, da ne bo dal, ker oni se kar križajo, ko jim povem, kakšne cifre so. Oni avtomobil kupijo, recimo, da vrhunsko opremljenega da 150 tisoč, čez 1 leto bo ta avtomobil stal približno 90 tisoč. Če je vrhunsko opremljen. Točno vejo, ta mesec naredil bo toliko kilometrov, ta mesec bo vrednost toliko padla in za takega ga bom prodal. Omizje se je razumelo, zdaj so se že javili pogumno nekateri člani iz publike. Najprej profesor Zočeva, potem profesor Jamnik in gospod Starman. Ja, to sem si zapomnil, če ima še kdo kakšno željo ne pove. Profesor Zočeva verjetno ni potrebno izpostaviti. V enem trenutku, ko smo se odločili za to, da bi imeli koordinirali bolnišnici, sem si predstavljal preprosto, da bo sta direktorja ustanov na koncu leta povihala. Da sem pred kratkim slišal na oddaji, da seveda Medikorlak se ne kupuje stente, se oni niso javni. Si lahko pogledate na YouTube, na kjer želite, je resno izjava. To je absolutno, ne vem za to izjavo, samo da mi kupujemo stente cenejše, smo se nekako izborili v teku nekaj let, ker drugače bi gotovo propadli. Mislim, ker imamo 30% manj plačano storitev kot javni zavod UKC Ljubljana in 20% manj kot UKC Maribor. Ista storitev. Druga stvar pa je, mene zanima, zakaj Slovenija je tako majhna dežela in ko v našo ustanovo, ki je Mednarodni center za zdravljenje bolezni srca in ledvic z mednarodnim nadzornim svetom, kolegov, ki gledajo naše rezultate. To me vprašajo, lahko bi Slovenija služila kot vzorec za marsikatero drugo državo na področju preventive in različnih dejavnosti. Zakaj ne bi, jaz mislim, da bi morala biti cena za vse te pripomočke enaka za vse bolnišnice in da bi morali imeti agencijo, ki bi se ukvarjala s tem. Kar se tiče bolnišnic, po svetu, kjer sem delala, Cleveland
pa Valoro Foundation, Univerzitetna bolnica v Ženevi, kjer sem se naučila menedžmenta tudi, saj sem gledala izdaljave in bližine, kako se to dela, in to sem uvedla tudi pri nas v Medikorju. Namreč, zdravniki, ki delamo v medicini, seveda smo navdušeni nad novo tehniko, novimi stenti, novimi postopki. Tudi v tujini je tako. Samo na primer v Krivlecki kliniki je Borg, profesor Gregorič to dobro ve, ker ima v svoji ustanovi isto. Kolegi odločijo, recimo na strokovnem svetu ali kolegiju, ta žilna opornica naslednje leto bi bila perfektna, pa ta valvula, to je nekaj posebnega. Potem se to predstavi medical management staff, ki vodi ekonomiko ustanove. In doktor da samo, kaj bi želeli imeti. Odločitev in potem kriteriji so pa, kaj bo bolnišnica v tistem letu lahko nabavila po določeni ceni, material, ki je isto kvaliteten, pa recimo v naslednjem letu vidijo, da ne bo budžet tako velik in tako dalje, zberejo za celo leto naprej te materijale, ki jih bodo uporabljati. Ampak si se sam odločil na strokovnem kolegiju. Zato nisem videla nikjer, da bi posamezni proizvajalci obiskovali posamezne zdravnike in se z njimi dogovarjali, kaj mislijo privatno, ali pa ne privatno, ali pa da bi zdravniki sploh imeli vpliv na naročanje. To gre preko strokovne službe in seveda ideja gre naprej. Na koncu je odločitev tistega, ki je odgovoren za ekonomsko vodenje ustanove. Zakaj se to pri nas ne da narediti? Jaz osebno tudi ne dovolim, da moji kolegi, ki niso vpeti v management, smo samo 3 in jaz osebno sem izločena iz tega in ne dovolim, da nekdo hodi na večerje ali na povabila dobavitelja, ker to absolutno ni v redu. Samo temu se skoraj težko izogneš, ker vsaki moment pride nekdo, se sreča na simpoziju in povabi na večerjo kirurga in meni potem seveda pove, reče, ne bom šel na večerjo, ker ste vi to prepovedali, ampak sem bil spet povabljen. A veste, to je samo zato, da bi preko tega dobil vpliv na določeno odločitev, kakšen bo uporaba materijala. Zdaj so se pa seveda tudi, recimo v mojem primeru, stvari nekoliko obrnile in je prišel revanš, da nam določene žilne opornice nečejo spustiti na tisto ceno, kot ima klinični center. Torej moramo mi, ki imamo še itak manj denarja, za isto storitev plačati še dražjo žilno opornico, kar se seveda javlja že na določena mesta v tujini. In še večja direktna nesramnost je pa, da nova zaklopka lahko stane v kliničnem centru 16.500, jaz ne bi jo plačala pa 21.000. In to sem pa res dejansko ravno včeraj napisala na vrhovne šefe, spodbujena z idejo profesorja Valora in Krivlecke klinike, da naj to javim, kajti za Slovenijo je ena majhna ustanova ne plača isto zaklopko 21.000, klinični pa 16.500. Kaj bi rekli na to? To mora biti urejeno preko Ministrstva za zdravje, mora biti vključeni strokovnjaki, ki to znamo, in potem ne bo nobenih problemov, potem ne bo tamle te tabele in tako dalje. Je pa potrebno v Sloveniji napraviti nekaj, ker odgovornost je potrebno postaviti. Jaz sem odgovorna za usodo 140 ljudi, ki delajo z nami. In za 140 plač je potrebno poskrbeti vsak mesec. So družine, usode ljudi, otroci hodijo v šolo, ko je lahko ti pa politika tudi škoduje in René Favaloro je leta 1999 šel v konflikt z argentinsko vlado, ki je ubijala ljudi, ki je bila skorumpirana in on kot pač velik etik je to skušal
zaustaviti. Imam posnetke njegovih govorov in si lahko zamisli vsak, ki to gleda. Naslednji, potem so pa vlada mu ni plačevala storitev. On je kot človek, kirurg, zdravnik, delal in bi njegova ustanova, ki ima 1400 ljudi, lahko propadla. Zato je leta 2000 v mesecu juliju z strelom v srce opozoril na drastično stvar, ki se dogaja v medicini. Vse to ni samo v Sloveniji, to je povsod po svetu. In povsod po svetu na račun zdravnikov in bolnikov in denarja služijo drugi. To je to. In ko se je René Favaloro ustrelil, čez en teden so plačali vse. S tem, ker je bila to svetovni škandal. In tako je Favaloro Foundation preživela leta 2013. Sem takrat, leta 2000, nisem razumela te odločitve. Sem mislila, joj, grozno. Ampak leta 2013 sem jaz bila sama v podobni situaciji. Zavarovalnica je znižala ceno, že tako imamo 30% manj od operacije, ki je 11 000 evrov, nam je bilo priznano 8 000 evrov. Zato bi mi propadli. In eno noč sem rekla, zdaj še ne razumem profesorja, ker se lahko tudi v bistvu konča življenje, saj si odgovoren do lastnikov, do sodelavcev, do mladih družin, do otrok. To ni enostavna zgodba. Naša zgodba ni enostavna. In nisem nikoli verjela, da se bom morala ukvarjati s tem. Meni je nightmare ekonomija, ne medicina, je strada dela, meni je najboljš. In z veseljem zdravim ljudi in rada vam bolnike. Ampak ekonomija je kruta stvar. Zato dajmo enkrat nekaj narediti skupno v Sloveniji. In poiščite strokovnjake. Jaz sem se javila, da pomagam. V vsem prejšnje vlade so me upoštevali pač moja mnenja. Zdaj sigurno sem v tem času, ko nisem več na ministrstvu delovala, smo razvili kot charity work ustanovo na Kitajskem, tudi otroško srčno kirurgijo. Danes operira profesor Kalakostan 30 otrok, recimo vsake 2 tedna. In zelo dober uspeh. In izšolala sem kitajsko ekipo za odraslo srčno kirurgijo. Hodili smo gor, zdaj oni več nas ne rabijo, hvala Bogu. Ampak kot charity work, zastoj, plačali so samo stroške karte. In naučili smo vse protokole, vse so vzljubili. Mislim, dobro, zdaj pa dosti, hvala. Profesor Jamnik, da se vrnemo zdaj bom morda, jaz to področje vi veliko bolj poznate in seveda si tudi izvedel. Glede negativne selekcije pa pukli glave je bilo rečeno. Glejte, to ni splošno, to ni 100%, da ne bom to narobe razumel. Sam sem bil direktor zasebne šole, sodeloval z ministrstvom in navadno na ravni državnih sekretarjev vsi so razumeli, zakaj gre, na vrhu pa doskrat niso razumeli. Tako da je treba sodelovati in je veliko, če bi same puhle glave, potem bi bilo žalostno. Jaz sam doživljam na univerzi problem puhlih glav, bolj skrbim to, da nekdo, ki je nosilec, profesor katedre, želi ob sebi servilne in povprečne osebe. To je katastrofa potem tudi univerzitetnega sistema. Tukaj ga pa osebno poznam. Tretja stvar, ki bi jo rad povedal, kadar mi kdo reče od mladih, ko predavam, pa se srečuje z ljudmi, ja, pa to je vse umazano, pa tako. To ni res. Tagore je zapisal isti, ki sem ga že rekel, citiral, rad ga imam, tako rad ga berem tudi. Je rekel, ne preklinajte me, prižgi lučko. In če mi kdo pravi, jaz, da bi sodeloval, se rekel, pojdi, sodeluj v stranki, v politiki, sodeluj na ta ali drugačen način, ker če boš doma zapečkan samo jezo kugov, to ni nič. In še 3 principe bi omenil, ker kadar človek govori na pamet, potem kakšna stvar bistveno spusti. Kaj je značilno za moderno družbo? Res moderno, liberalno družbo. Da imamo 3 principe spoštovanja. Pluralnost, naj bo to šolstvo, zdravstvo, katero ali drugo področje. Veste, ker sem bil sam direktor zasebne šole, mi je enkrat ena novinarka rekla, napisala je strašno take čudne stvari, ne vem, včasih delo, včasih ne. Aha, dobro, a se pravi, že delem.
je rekla, so rekel, pa zakaj to pišete? Je rekla, veste, jaz vam svojega otroka imate pa nas, vsega boste čisto ničli, osnovni šole za Alojzija Šušterja. Je rekla, ja, uredništvo je naročilo, veste, 95% člankov je naročenih. Se rekel, Boga leva, ste ne morate to delati, to preživeti moram. Torej, pluralnost, civilna družba in pravna država. To so trije principi. Pluralnost, kdor se te boji, je nekaj narobe. In ko sem danes tudi že poročila, ko sem se vozil, ko je bila ta ustavna komisija, sem si rekel, Bog nam pomagaj. Res, veste. Res. Potem, ampak treba se vključiti, to ne pomeni, da zdaj pa se umaknemo. Jaz sem prepričan, da v državni upravi in na ministrstvih, če ne bi propadal cel kup ljudi, gara, pa res pridno dela. Ampak žal je pa ta splošen problem puhlih glav oziroma negativne selekcije, da zelo na take vrhove pa pridejo ljudje, ki so šibki in želijo ob sebi ljudi, ki so tudi servilni pa šibki. To, a lahko še citat Šušterja preberem. Tega nisem prebral, ker sem edino stvar, ko sem jo hotel prebrati o odgovornosti, pa vseeno načkal bo vesel v nebesih, da bomo tole prebrali, ker je super napisal. Takole pravi. Zaradi človekove družbene narave je njegova osebna odgovornost vedno hkrati soodgovornost in sicer v treh pogledih. To se mi zdi zanimivo. Prvič, nihče ni odgovoren le zase, ampak hkrati tudi za druge. Najprej za tiste, s katerimi je tesneje povezan, pa tudi za širšo skupnost, za narod in končno za vse človeštvo, odvisno od položaja v družbi in zmožnosti, ki jih ima. Človek se kot družbeno bitje mora ozirati tudi na druge, saj imajo njegove odločitve tako ali drugače vedno tudi posledice za druge ljudi. Potem druga oblika soodgovornosti je, da nihče ni odgovoren sam in osamljen, ampak hkrati skupaj z drugimi. To se mi zdi zelo pomembno. Hkrati skupaj z drugimi. In tretja oblika pa je v tem, da je človek pripravljen sprejeti druge, ki skupaj z njim nosijo soodgovornost zanj. Kdor si domišlja, da vse zmore sam in da drugih ne potrebuje, kaže, da ne zna pravilno presojati sebe kot družbenega bitja in da se ne zaveda svoje omejenosti in odvisnosti od drugih. Zavest soodgovornosti lajša človeku breme odgovornosti in poglablja solidarno povezano z drugimi. Zelo pomembno je, če je nekdo ego, pa misli, da lahko cel svet reši. To je samo uničenje sebe in drugih. Hvala. To sem še rekel. Mikrofon je že. Dobro pozdravljeni. Daniel Starman, direktor Zloglasnega zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. In kot sem slišal, bo nekako neupravičeno dobil 12,4 milijona. Ne, to bo upravičeno, ker je izračunano ni zakon, to je več kot upravičeno. Samo še tokla priključiti. To je največ, kar je lahko. Ampak marsikdo se v tem sprašuje. Ja, po naključju, nisem vedel, da bom nastopal danes, sem prišel poslušati, ker mi je zelo všeč Škofova misel, dajmo se poslušati, slišati, razumeti, potem bomo pa skupaj korajžni. In jaz bi povedal, da naš zavod 62 let neprekinjeno skrbi za kri, za pacijente in za zdravila iz krvi. Danes je 340 zaposlenih in jaz ta zavod vodim od leta 2014 od decembra. Slišal sem takrat zlobne govorice, da grem zdaj na eno udobno mirno službo, kjer ni nobenih skrbi, ampak ravno tako imam 340 družin na vesti in za razliko mogoče od kakšnih DO-jev pa DD-jev, ki so za mano, sem marsikdaj v bolnišnicah čisto ta zadnji na seznamu, tako da mi zelo veliko, večina mi jih plačuje kasneje kot v 180 dneh, zelo veliko pa po 280 dneh ali pa v enem letu.
Jaz bi rad povedal, da ko sem prišel v to hišo, smo tekoče poslovali z minusom, čeprav velja, da je transfuzija odlično, da se imajo tam super, ampak situacija ni bila taka in smo takoj sami na lastno pobudo naredili sanacijski načrt. Dobaviteljem smo zagrozili z tem, da bomo šli na evropski razpis. Jaz sem član kot zavod pa v nadzornem odboru Evropske zveze transfuzij in dejansko nam je že v prvem letu uspelo, da smo prepolovili ceno določenega materijala in da imamo tako ceno, kot jo imajo Nemci, Angleži in Francozi. Tako da me je malce zbodlo tisto, da zdaj pa mogoče ne rabim denarja, zato ker imamo pa v letu 2016 smo imeli pa presežek in nimamo več minusa, ker smo se potrudili, varčevali, odpovedali tudi pri zaposlenih, marsikakšne stvari pri raziskavah, pri izobraževanju. No, ampak hotel sem to povedati, da ta denar pa seveda potrebujemo, ker je bil pošteno obračunan. Delamo namreč po pravilniku, ki ga določa ministrstvo in vsako leto za nazaj glede na oceno nam določajo cene. Denar bomo porabili za izgradnjo hiše. Trenutno smo na 7 lokacijah, med katerimi so kontejneri. Hiša, ki je 200 let stara in je noter kakovost, pa ima tudi opeko in toliko stano. V baraki, v okviru UKC-ja, v Murglah in tako naprej. Bi pa k današnji razpravi povedal, da imamo dejansko podobne težave, direktorji v javnih in v zasebnih, kar se tiče dobaviteljev. Seveda je distributorjem po vsaki državi v interesu doseči najvišje cene. Jaz sem se šel pozanimati v eno avstrijski 3 klinike imajo v lasti, kako pri njih nabava poteka. Oni so povedali, da tudi oni ne dosegajo enakih cen, kot bi jih v Nemčiji, ker je pač Avstrija premajhna in obseg nabave tudi nekaj prinese. Ampak v teh 3 klinikah imajo skupno upravo za vse 3 klinike, v vsaki kliniki pa direktorja, pa glavnega zdravnika. In ne nabavljajo centralno, ampak pravijo, da nabavljata samo direktor in glavni zdravnik in sama skrbita po koliko in kaj bodo kupila, ker sta eden po strokovni plati odgovoren, drugi pa po finančni. Rad bi vam povedal še en primer, ker nam mnogi učitajo, da smo tudi posrednik pri prodaji zdravil iz krvi in krvnih pripravkov. Mi imamo v Sloveniji navodilo na osnovi in 60% potreb pokrijemo iz slovenske plazme, za 40% mora pa bolnice naročati. In od leta 2016 imamo navodilo, da mi slovenska zdravila razdelimo v skladu s tistimi cenami, ki jih določa ministrstvo, vsaka bolnišnica pa naroči. In v letošnjem letu se na 3 manjše razpise nismo prijavili. Tuji konkurenti so to tako razumeli, zdaj tega javnega ZTM-ja ni več, mi lahko dvignemo cene na maksimalne možne. Jaz sem se na ZTM se je potem prijavil na razpis UKC-ja in smo bili za 400 000 evrov s tujim zdravilom cenejši kot tuji dobavitelj, ampak sledilo je takoj pismo tega tujega dobavitelja vsem bolnišnicam, da se naj pazijo Evropskega sodišča in čist lažno interpretirajo tisto evropsko sodbo in nažalost je UKC pod tem pritiskom razpis storniral, čeprav bi prehranil 400 000 evrov. Ob vsem tem bom pa še samo to povedal, da za leto 2016, ko smo pa imeli presežek, smo ga pa vsem bolnišnicam, ki pri nas jemljajo kri in plazmo, naš presežek vrnili v skladu s prometom, ki so ga imeli. Moram reči, da marsikdo od zaposlenih seveda je rekel, zakaj pa nismo zase več porabili, ampak jaz verjamem, da če bomo vsi tako delali, potem bomo tudi javni sistem sanirali. Verjamem, da se da pa javno službo upravljati v javni in v zasebni praksi, samo vir financiranja mora biti javno. Se javili naprej besedi, poanta moja je bila samo v tem, da se
vrhovni ali pa zavod, ki je na vrhu, ne, ta del je pa postavljal mogoče tudi sam, ceno ministrstvo skupaj z zavodom in mogoče zavod za zdravstveno zavarovanje. Poanta je bila samo v tem. Sej ni bila kdo koliko dobi. Če je interventni zakon tak, da se pač mora poplačati, je pa res ni to sanacija, ker to je samo poplačilo dobaviteljev in moji kolegi... Sej, to je bila pa osnovna poanta, če govori, da je sanacija. Ni, to pa ni. Hvala. Čakajte, vsebina interventnega zakona ni samo to. Sanacija je rekla ministrica, da je. Ja, sanacija. Sanacija je dovolj časa. Tisto je pa še ne streljo. Sanacija pomeni nekaj drugega. Izvolja, ja. Marko Ladač, poslovni direktor interne klinike UKC Ljubljana. Hvala bi ste dr. Jamniku, da tudi v UKC-ju ni vse tako slabo. Čeprav bomo večino denarja očitno mi dobili, ampak ki se pa osredotočimo žilne opornice. Tako bi rekel, osebno sem sestavil tim s ciljem, nisem zdravnik, leta 2010, 2 leti smo rabili, da smo v zaprti ekipi interdisciplinarnih, ki smo bili odgovorni, dobro smo delali, prišli do določenih informacij, ki jih praktično ni bilo možno dobiti od dobaviteljev, od principalov, od slovenskih bolnic, osebno se klical slovenske bolnice, nisem nekakšni cel iz področja življenja bolnic. 2013 smo naredili razpis in smo več ali manj uspeli. Rezultati so bili 2,5 milijona evrov preko prihranka. Pred komisijo, pred gospod Hodec sem izjavil, da je bil to presedan v slovenskem zdravstvu. Takrat sem napovedal in prosil in razmišljal naprej, se je bilo fajn, da ekipa vseh bolnic, zdaj se je zgodil ta tako imenovani državni razpis, malo sem vesel, da je bilo vmes sigurno komisija, vmes sem vesel bil, da je bila tarča, ker je UKC, verjetno ta naša ekipa, več ali manj bila stalno na križ prbita. Tako da zelo zanimivo vprašanje, kakšen je bil zdaj efekt in moč, da bi rekel, vseh slovenskih bolnic državnega razpisa, še zmerno nismo prišli do tistih osrednjih cen, še zmerno imamo iste probleme, tako da pravzaprav jaz sem vesel, da pravzaprav smo zdaj tisti, ki nismo očrpani, ampak tudi moji kolegi, zdravniki, spoštovani predstavniki in tisti na ozemeni prim, ki so tudi sodelovali s temi izkušnjami tudi v državnem razpisu. Prišli smo do mnenja, da bomo mogli na evropsko področje obrniti, da bomo Slovenija, ki je umetna s prebivalci in tako naprej, da bo dobila ustrezne cene, kot so na Švedskem, na Finskem, tudi gospa Godec, ki je verjetno ekspert, jaz sem tudi vama v bodoče razpise, če potrebno. Jaz sem tudi gospoda Šolteca povabil in določene novinare raziskovalne, ker sem se z gospodom Šoltecom konzultiral, ali je lahko novinar tudi sestavni del, ker določeni raziskovalni novinari so tebe veliko naredili, nam pomagali, v prvi fazi smo bili na križ prbiti, zdaj pa bi še komentiral konkretno tudi za klopke, ni noben problem, da imamo tudi Medikorju, ker imamo trenutno takrat, ko smo te prihranke imeli, smo reinvestirali denar v srčne zaklopke, ki nismo imeli priznane strani v bistvu plačnika. Gospa Ilisavčič ve in bi rekel, da smo ta denar reinvestirali bolnikov in na ta račun s določenimi bolniki preko prihrankov stentih dobili. Trenutno je cena v UKC-ju za zaklopke 16 000. Če je v Medikorju 20, jaz absolutno dajmo zaklopke slovenski razpis narediti in bojo cene za vse bolnice in obratno. Lahko še enkrat povem, ker porabil sem pol leta sam, da sem raziskoval po internet strani slovenske bolnice, kakšne cene stentov imamo. Danes imamo na srečo portal, kjer lahko vsak direktor javnega zavoda vidi za določene materiale, kakšne cene imamo. Dela. Jaz samo dva pojasnila. Eno pojasnilo je, kar ste vi mi zdaj že malo mi pomagal razložiti. Dejansko na državni ravni potekajo javni razpisi in sicer zdaj so bili tudi za stente razpisani. Vse te razpise, to so razpisi za rokavice, za igle, za vse živo, to so ogromni razpisi, vodi Ministrstvo za javno upravo.
dejstvo je, da se to izvaja, dejstvo je, da so seveda možne izboljšave, ampak smo začeli. To je ena stvar. Druga stvar, kar se tiče enotne cene storitev. Izvajalci na slovenskem zdravstvenem prostoru imajo vsi enako storitev. So pa seveda izjeme. Izjeme ste vi, ker izvajate terciarno storitev, ki ni plačana kot terciarna storitev, in zato imate 30% nižjo priznano ceno, ker niste priznani kot terciar. To trenutno urejamo, ker je treba spremeniti zakon, in sicer je naše izhodišče takšno, da bi terciar priznavali ne glede na izvajalca, ampak glede na storitev. Da je storitev terciarna, ne pa izvajalec. Pri vas je pa seveda problem v tem, da imate seveda vaše krčne žile plačene kot specialistično ambulantno dejavnost, zdaj se seveda ste rešili, verjetno boste dobili dovoljenje in potem boste tudi plačali kot ABO, po SPP-u, oziroma bo to prospektivno. Publika, pa zaključimo s publikom, bomo razredili krog. Anton, lahko sem eno repliko, no? Ja. Ne, mislim, vse je dovoljeno. Ne delam. V glavnem, ne, jaz bi samo nekaj, mene je zanimivo, danes se javljajo same moje priče, ne? Zdaj čakam še naslednje, da se javijo in obrazložijo, kaj bilo takrat. Koga nismo na križ pribijali, me pa nekaj moti, kar smo tudi danes večkrat slišali, ne? Pa tudi na tarči, ko sem bila, ne? Prelaganje odgovornosti iz sebe na drugega. Ne? Če bi država naredila to, pol mi ne bi tega. Ne? Pol on reče, ja, če bi NPU naredil to, pol mi ne bi tega. Torej, prelaganje odgovornosti v Sloveniji nenehno. Dajmo se enkrat reči, kako sem jaz odgovoren za to, da je prihajalo do tudi koruptivnih, naj bi prihajalo do koruptivnih dejanj pri nabavi žilnih opornic. Ne? Ja, ne bi deloval koruptivno, če ne bi. Zdaj pa gledajte. V javnih razpisih je bilo noter na UKC, Ljubljana, Maribor in tako naprej, da naj dobavitelji krijejo tudi stroške izobraževanja. Ne? In mi smo ugotovili, pač, da so to bili skriti stroški izobraževanja na različne načine, tako da so se zdravniki sami trudili, da so prišli do izobraževanja, da so sami prosili, da so tudi koruptivno nekateri verjetno delovali in tako naprej. Ne? In to ni prav, ne? In vsi so govorili, ni prav, da je izobraževanje znotraj cene, torej, da so bile žilne odbornice preplačane tudi zaradi izobraževanja, ki so ga zahtevali bolnice. Zdaj pa skupno javno naročilo na Ministrstvo za zdravje. Jaz to danes slišim, sem gledala sam en del razpisa in mi je to šlo. Ministrstvo, ki je najbolj, ministrstvo govori izobraževanja, ven iz cene in tak naprej, v skupnem javnem naročilu za žilne opornice ministrstvo dalo pogoj, da dobavitelj naj financira izobraževanje zdravnikov. Halo? Mislim, halo? Zdajte, če je to res, bomo prejeli. Kdo bo pa drug? Opornice, ki imajo minus 50 milijonov. Ne, gledamo, dajmo se nekaj razumeti. Zaradi tega, jaz se strinjam, kdo pa bo. Kdo pa bo, ker eno zdravnik je rekel, nas je izobražila industrija in ne država. Ne? Ok, se strinjam, veliko plačajo dobavitelji, ne vem kaj vse, ampak pri tem, torej treba je najti denar in tudi znižanje materijala, da dobimo za to. Okay. 15 minut. Okay. Ne, sem dobil 15 minut pa daš. Aha, ok, res. Samo ne biti pa vrsti. No, jaz vam tole še povem, jaz se strinjam, kdo pa bo, ne? In tu je treba, država mora dobiti ta denar, da bo izobraževala zdravnike na drugačen način, ne na tak, da bo dobavitelj plačeval, s tem pa bo omogočal tudi koruptivna dejanja. Ker je bilo veliko tega ugotovljenega. Tu je ta problem. Ministrstvo, ki pravi, da to ureja, v bistvu sam da pogoj dobavitelju, da to plačuje zdravnikom. Ko bi pa videli, kakšni načini vse so, potem pa, ampak ne vsi. Ne, zdaj, jaz ne nočem, da se posplašuje na vse. Daleč od tega. Še zadnje vprašanje iz publike. Moje ime je Janko Žgarnik, direktor zdravstvenega doma Velenje. Sem ekonomist, 30 letni izkušnji, imam mi je žal sicer, meni sicer to pisano na kožo, da ste z odgovornosti došli v ekonomiko. Zahvalil profesorju Javniku za to, da mi je po 35 letih zavednega izobraževanja v 40 minutah povedal skoraj več, kot pa sem se sam naučil skozi. Bom pa malo karikiral zdaj, a ne? Tam nas kar nekaj sedi in vsak zase prevzema neko odgovornost. Če začnem kar pri
gospodu Kovačiču, vsekakor je njega neodgovorno, da se ukvarja tehniko javnih razpisov. Ne rabi se. S tem je pač odgovornost, ne? Ravno tako so mi od gospod Godec neodgovorno, da brska v preteklosti namesto za svojo energijo in znanje ter podporo pač volivcev, ki jo je imela v smeri v sodelovanje z vladajočo politiko in res naredi nekaj na področju zdravstva, kar ima zadosti idej. Namreč tisto v preteklosti ne moramo spremeniti in verjemte mi, da je zakonodaja bila tako pripravljena, da tudi ne bomo na koncu nikogar obsodili. Zelo odgovorno se mi zdi karikiram se, od gospoda Krambergerja, da kupi fantastičen avto za 65 000 € iz Nemčije, vendar s tem krši pravilo javnega razpisov, ker preko javnega razpisa ga nikakor ne more kupiti. Nažalost, tak imamo sistema in drugače ne smemo poslovati, čeprav je zelo dobro to naredil, kar je naredil. Neodgovorno se mi zdi dr. Predove, da je prevzela odgovornost za področje, ki je zelo težko rešljivo oziroma samo v konsenzu, kot smo ga imeli 90 leta pred 30, drugače tega ne bomo mogli rešiti. Zelo odgovorno se mi zdi od teh starih sodelujočih, da sta, kot je dobro povedal profesor Ratejavnik, ker zdravite, zato ker je to prav in dobro po svojih močeh. Tako da ste bili. Ali Šmitl, tudi zelo glasna vzajemna, če bila prej zelo glasni francozijski zavod, je pa zdaj zelo glasna vzajemna. Imamo na začetku zmotno vprašanje, ki se je postavil, kakšne odgovornosti so. Jaz, če sem prav razumel profesora Jamnika, ki govori o morali, je ena. In tudi odgovornosti odličujemo. Odgovornost je ena. Mogoče bi bil prav naslov tega posveta prelaganje odgovornosti v zdravstvu. Mnogo odgovornost v zdravstvu. Da je gospa Govčeva pravilno rekla, da se pogovarjamo o prelaganju. Ko pogledam politiko, upam trditi, da ni odgovorna. Ker če reče, volivci bojo presodili, mi bomo prevzeli vso odgovornost. Zdaj mi pokazati ene politika, ki je prevzel odgovornost. Mi v pravu poznamo materialno pa kazensko odgovornost. Tudi, če gledam svojega vidika, vodim firmo, dobro, zdaj sem zavarovalnici 4-5 let, prej sem bil v gospodarstvu, sigurno imel ta meč nad sabo. Pustimo zdaj odgovornost plače, ono, drugo, ampak gleda si, kazenska materialna odgovornost. Politiki, kakorkoli se odločijo, ne odgovarjajo. In težko jaz poslušam to, da je nekaj odgovorno. Takrat, ko bo tudi takšna odgovornost, ko sem prej omenil, potem bom v to več verjel. Če se malo hecam, bom rekel, ko smo govorili o nabavnikih, nabavniki so odgovorni tudi do sebe, so morali poskrbeti za sebe. Plačali smo pa davkoplačevalci. In še mogoče čisto na konc za javne razpise, ki bojo znižali cene. Jaz vam povem, da jih ne bojo. Ker ne upoštevajo temeljne ekonomske zakonitosti. Na eni strani je nabavnik, ki je javni uslužbenec. Nima definiranih ciljev, se pravi key performance indikatorjev, nima definiranih, ni plačan potem, in ne dela v ekonomiji za tisto, kar je bistvo, za maksimiranje dobička. Na drugi strani je pa dobavitelj, ki pa ima natančno definirane cilje, natančno definirane spodbude in dela za maksimiranje dobička. In če mi mislimo, da bomo za javno službo, za javno agencijo to znižali, se motimo. Treba je dati odgovornost tistim, ki za to delajo v bolnicah, v ustanovah, in potem Zdaj, da sem preveč povedal. Skratka, odgovornost, V katerem razpisu so bili kupljeni mikrofoni.
rešitev potem v višji družbeni odgovornosti? Morda? Da bo bolje v zdravstvu. Sedaj se počasi vračamo, hvala za 15 minut. Kratke replike od tistih, ki želite, potem pa sklepne misli in se bomo posledili od članov omizja. Dragan, prosim, da malo repliko. Jaz bi se še enkrat zahvalil našemu gostu, dr. Javniku, za izvrstno razpredavanje z eno mislijo, ko bo verjetno on prepoznal. Ne? In ta pravi približno tak, nisem si jo čisto točno zapomnil. Prvi korak je, da moraš imeti neobremenjenega duha. Ne? Drugi korak je, da moraš pogledati stvari po obrazu in prepoznati, kaj je njeno bistvo. Ne? In bistvo tega problema je, da mora vsak delati tisto, za kar je najbolj usposobljen. 300.000 ljudi je meni naklonil vodilno funkcijo, da skrbim za zdravje njihovega srca. In jaz to znam dober, na tem se počutim, bi rekel, kolikor toliko suveren in to delam z vso vestjo in z vso odgovornostjo. Porinjen sem bil v področje, ki pa ga nisem obvladal in moja napaka bila, evo jaz priznam prvi, če je to, je moja napaka bila, da sem se spustil v področje, ki ga pa ne obvladam. Tako da to je odgovornost. Tist odgovornost pa jaz ugotavljam vsak večer, ko grem spat. Če se počutim dober, potem sem dober na tretji dan, če se počutim slabo. Igor? Isto kratko, jaz ko poslušam in prihajam iz drugega sistema, ki je mogoče, ne vem, se mi zdi, da je bolj nekako urejen in deluje na drugih principih. Jaz vidim veliko komentarjev, ki je bilo, ima skupni imenovalec in to je tržno gospodarstvo. Veliko predavateljev oziroma komentarjev je bilo z vidika tržnega gospodarstva. Cene, nabavne cene, plačila drugačna. Vse to do velike mere se zravna oziroma vsaj približa za tržnim gospodarstvom. Če pa mi si ne priznamo, da nekaj ni v redu ali ne vidimo, da nekaj ni v redu, potem tega tudi ne moremo spremeniti. Ko jaz poslušam vašega kolega na Državnem zboru, ki mene kritizira in reče, da jaz prihajam v Slovenijo in nimam nobene ideje, kako slovensko zdravstvo deluje, verjetno je to do neke mere res. Če bi bil jaz v njegovih čevljih, bi verjetno isto rekel. Vendar se moramo mi priznati, da nekaj v Delini Šentflorjanski ne deluje. Ker če ne bi v Brežicah čakali na CT leto in pol, ne bi imeli drugih čakalnih vrst, ne bi se pogovarjali o drugačnih cenah in moramo se priznati, ne bi imeli določenih zdravstvenih napak ali ne napak, ki jih po medijih slišimo. In moramo se priznati, da sistem ne deluje. Da pa si to lahko priznamo, moramo nekje povedati, kako ne deluje. Torej, kaj je rešitev? Z mojega vidika, to je moje osebno mnenje, ki ga nekako že 2-3 leta spremljam. Z mojega vidika je treba spremeniti sistem. In ko jaz slišim in bom citiral, dr. Gregorič hoče spremembo sistema, mi pa kot država tega sistema ne bomo spremenili. Ne želimo spremeniti. V tej Dolini Šentflorjanski nekaj škriplje. Samo to. Hvala. Morda zdaj... Izvoli. Veste, gospod profesor, vest je pravičen sodnik. To bo srce vest, kakorkoli, in tako kot je kolega rekel, zvečer se vprašaš. Če te teži, potem veš, da si ga pihnil mimo tisti dan, moraš spremeniti nekaj. Druga stvar pa, to je pa mogoče rad kolego iz Velenja rekel, kar zmore ali more, to mož je storiti dolžan. Če imam neki budžet, s tistim moram narediti največ, kar je mogoče. In zato tudi odgovarjam. In zato mi ni težko, tudi če sem rekel na začetku, lahko me tudi raztrgate. Jaz sem se zavestno odločil za neke stvari in sem to za tistih 20.000 ljudi, to bom pokazal na slajdu, za 20.000 ljudi sem naredil to. Za moje zaposlene sem naredil to, kar mislim, da je najboljše.
Enako je z ultrazvočnim aparatom, kjer se mi ginekologi skočili v objem, sem ga dobil za 30 000 evrov ceneje, pa še je to bilo vse, tudi razpis, vse. Ampak, glejte, lahko bi je dal 100 000, lahko sem dal 70 000. Vse je pač tako dobro naneslo, ker sem verjel, da tudi tako bo. In še tole bi rad rekel, in čistem končam in se več ne oglasim. Glejte, v našem zdravstvu, naše zdravstvo, trdim, naše zdravstvo za ljudi je v danih okoliščinah dobro, ni slabo. To, kar je profesor Gregorič rekel, seveda dolini Šentfljanski smrdi in je treba se kaj narediti, moramo vsak pred svojim pragom počistiti in se moramo biti odgovorni in reči, ja, lej, to pa moram biti jasno reči. Seveda, ampak mislim, da torej, ne smemo se zatiskati oči in hvala lepa, da ste me povabili in da smo lahko tudi danes povedali. Jaz bi, preden bom dal zaključno besedo, prepustil vam, da boste ocenili, kje na poti med idealom in peklom oziroma med Bogom in živaljo, kot je bilo rečeno, smo se srečali, kaj smo danes ponudili, ampak ko boste imeli zdaj zaključno besedo, vas naprošam še malo pomoči za naslednje leto. O čem naj bo kos glodanja ob letu Osorej, kajti verjetno se bomo spet dobili. Danes je bilo celo govora na mesto odgovornosti o prelaganju odgovornosti, o neodgovornosti. Tako da, hvala za sodelovanje. Besede zaključne so vaše, kroži naj mikrofon, zaključite omizje in prosim za kakšno misel za naslednje leto. Ne, bom jaz še Bom jaz, makaj. Ne, jaz bi se rada najprej seveda zahvala za povabilo, še enkrat nisem ga pričakovala in tudi malo straha, no, malo strahu je bilo in težko je pred vami govoriti teže kot v parlamentu, ne, vse boste vedeli zakaj. Tu prije direktna kritika, tam pa pol malo zavijajo meglo, pa je ni. Jaz bi se zahvala, mislim, da gospodu iz Velenja, ne, ki je rekel, da imam dobre ideje, naj jih usmerjam v sodelovanje s koalicijo in da prihajamo do boljših rezultatov. Jaz moram reči, da mogoče kdo tule lahko reče, da poskušam to izvajati. Mislim pa, da tudi je treba razčistiti z določeno preteklosti, ker če ne bomo poiskali odgovornosti in ne bomo pokazali to, kar se dogaja, se bo še naprej dogajalo. To je moje mnenje. In ja, del energije gre tudi v to, da raziščem te zadeve, da pokažem in da je to primer, ki bo pokazal tudi, kaj v Sloveniji recimo se na tem področju ne sme več dogajati. Zato je to moja energija v to. In to je tudi en del, ki bi naj bila za mojo, mislim, za prihodnost v zdravstvu. Kar se tiče zaključne misli, ja, jaz še enkrat vedno, mislim, skozi ustrajam, torej odgovornost najprej samemu sebi in ne prelagamo odgovornosti na druge. V nič ne smete biti porinjeni in vam ni potrebno narediti, če si odgovoren do samega sebe. In jaz mislim, da bi marsikdo lahko kdaj rekel ne, pa vendar potem seveda zaradi določenih okoliščin, ampak takrat ne ostaneš več zvest samemu sebi. Če ostane zvest samemu sebi, potem si včasih malo drugačen, izstopaš in tudi včasih dobiš po glavi, ampak moraš iti z dvigeno glavo naprej. Za naslednjo leto pa se bojim, da se bomo pogovarjali o istih zadevah. Ja. Zadnji bo prvi. Ja, zadnji bo prvi, prvi bo zadnji. Jaz bi rekel tak, prvo ne strinjam se s tezo, da sistem ne deluje. Sistem deluje, lahko bi deloval boljš. Kot drugo, v slovenski medicini imamo ogromno stvari, s katerimi bi se lahko pohvalili in ustvarili neke vrste pozitivno vzdušje do zdravstva. Mi smo ga, zadnje cajte smo ga zateptali, potem skriminalizirali in naredili tako negativo, da verjemite, da se ljudje bojijo priti v bolnico. To je absurd. Tretje, da ne bom predolgi pa to. Najboljši izsledek poleg predavanja, ki sem ga stokrat že pohvalil, pa bom ga po moje še nekaj cajta premljivo, je ta. Meni se ni treba ukvarjati z javnimi razpisi. Hvala. Zdaj se bom ukvarjal več s pacienti. Jaz sem danes pa noč bil dežurn, 3 življenja sem rešil in v bistvu vse, kar mi zdaj v glavi zveni, je od pesma denga reperja Čale Sale, vzem si ga lagano. Hvala. Ker smo bili na izpitu iz oftalmologije, to je 20 let nazaj, smo ga nekaj biksali. In je profesorca rekla, dragi moji študenti, če ljudje ne bi bili bolni, ne bi bilo bolnišnic. To
Torej, ne glede na to, kakšna naj bo pravilna organizacija, kako naj funkcionira, cilj je samo en. Mi smo odgovorni pacientom in mi delamo za njih. Tako mislim, moj zaključek bi bil tak, da v bistvu živimo v prelomnih časih, že nekaj časa. V bistvu iz tistega relativnega, bi rekel, urejenega sistema, v katerem smo bili, kjer je vladal konsens med oblastjo, bolniki in zdravstvom, da v bistvu vsak dela po svojih najboljših močeh in so ljudje verjeli zdravnikom in mi smo verjeli oblasti, da nas ceni in spoštuje, ta sistem se je podrl. Zdaj ni več tako urejenega sistema, zdaj nas ne spoštuje oblast in kar je pa tudi še hujše, na podlagi seveda vseh novic, ki jih dobijo, tudi že velika večina bolnikov, ki niso deležni našega zdravljenja, misli, oziroma potencialnih bolnikov, misli, da dejansko ne delamo dobro svojega posla. Jaz mislim, tako kot so vsi, ki delajo v zdravstvu in poznam tudi seveda zdravstvo v tujini, smo v bistvu v povprečju precej dobri. In veliko boljši smo kot z ozirom, če še upoštevamo, koliko malo sredstev se vlaga v zdravstvo. In tako da smo lahko na te naše dosežke ponosni. Sem pa tudi vesel, da imamo take razprave, kjer se srečujejo zdravniki z svojimi problemi in pa tudi, recimo bi rekel, politiki in vodstvene strukture, in da pravzaprav lahko vidimo, da smo vsi približno po istih dilemah, samo da so eni ukvarjajo bolj na frontni črti, v kontaktu z bolnikom, drugi so pa od tega malo odmaknjeni, ampak vsi imamo približno enake probleme, kako z temi omejenimi sredstvi čim več ljudem nuditi čim boljše storitve. Hvala, mogoče še druga. Jaz bi zaključil takole, da prvič bi čestito organizatorjem, zato ker danes se vsaj o tem pogovarjamo. Če 10 let nazaj, 15 let nazaj tega dialoga ni bilo. Vendar, ko gledam, je to sporadično, je to še zmeraj lokalno malo. Ne vidim, da se ta druga misel, da diskusije, mnenja nekje porajajo tudi v javnih sredstvih, v medijih. V medijih je samo ena nekako misel. In ljudje, populacija vidi to eno misel. Jaz mislim, da je to nekako pomankanje, da se tale alternativa, če tako lahko rečemo, tudi v javnosti pojavi. Da se pojavi ta dialog tudi med ljudmi, da začnejo razmišljati drugače. Ker kljub temu, da se mi lahko pogovarjamo, ljudje v Sloveniji, jaz še zmeraj vidim določene stvari, ki se jih videl pred 35 leti, ko so še tu zdravnikoval, ko se čisto nič niso spremenili. Ljudje smo in so navajeni starega sistema. O novi alternativi se zelo malo govori. Mogoče, da mora to biti javnost, sredstva javnega obveščanja, časopisi, diskusije na drugih forumih. Mogoče je to tudi misija za vnaprej. Morda bi končal s to mislijo, biti zdravnik, služiti bolniku, torej mislim celoten zdravstveni sistem z vsem, kar pride zraven, pa dobro, kot sem zdravnik, bom pač rekel tako, biti zdravnik pomeni služiti bolnikom in mu biti na razpolago. In pripričan sem, da je tudi eno od prvih korakov ta, da postanemo zopet ponosni na to. Biti ponosen, da si lahko zdravnik, da sem dobil to možnost, da lahko naredim nekaj dobrega, da pomagam sočloveku, ker verjetno nisem šel za to študirati medicine in hočem biti zdravnik, zato da bom tukaj v Sloveniji zaslužil toliko, kot pa zaslužim. Verjetno je še tukaj nekaj več. Bodo ponosni, da smo zdravniki, bodo ponosni, da lahko delamo in če se bomo mi spoštovali, nas bo začeli tudi drugi spoštovati, oziroma spoštovati gleda drugače. Hvala lepa. Spoštovano občinstvo, hvala za to, da ste zdržali z nami tako skrbno in
poslušali in pomagali pri diskusiji. Vsem članom omizja hvala za sodelovanje, vendar, verjemite mi, ni bilo pripravljeno, nihče ni vedel vprašanj, nekonvencionalno, zato bomo tudi zaključili drugače. Zaprosil bom profesor Jamnika, da z stavkom zaključi današnji dan, kot ga je otvoril, in naj njegova misel polepša večer in varno pot do zabave in prijetno zabavo. Profesor Jamnik. Kuška znoj spituje to vprašanje. Najprej hvala lepa vam. Res sem hvaležen, da sem tako imeniti družbi, sem imel tremo, priznam, pa tudi današnji večer, ki je tako pluralno, odkrito, povedano bilo, je znamenje, da smo na pravi poti. Res. Dolgo že nisem bil. Bom predlagal, da Tarčo reč tukaj snemajo, ne pa kjer. 100krat boš bi bila in boljše vode bi bili. Zadnja misel pa, odgovornosti francoski filozof judovskega korektorja Levinas je fantastično zapisal. Naša odgovornost do bližnjega izhaja iz tega, ker je obličje vsakega človeka sled neskončnega. Zdravnika, pacienta, vratarja, stražilke, medicinske sestre ali pa kogarkoli drugega. In vi smo sled neskončnega. Hvala lepa za ta fantastičen večer.